Spoštovane in spoštovani, prav lepo pozdravljeni znova na Slovenski matici v tem prihajajočem, bi rekla, jesenskem obdobju, ko znova začenjamo prireditve tukaj v naši dvorani. Prav posebej veseli, počaščeni smo, da lahko ta jesenski cikel naših prireditev uvedemo z nekim res izjemnim dogodkom. Z jubilejem, z napovedjo 60-letnice študijskih dnevov Draga. In če govorim v duhu imena teh študijskih dni, nam je prav posebej drago, da so se organizatorji odločili, da na Slovenski matici danes predstavijo letošnji program in jubilejni zbornik ob 60-letnici. Zakaj nam je tako zelo drago? Ne samo, ker gre za zelo, bi rekla, že kar častitljivo obletnico kulturnega dogajanja, stikov in predvsem refleksije. Predvsem zato, ker gre za tako rekoč tista temeljna načela in spraševanja, ki so pravzaprav že tudi več kot 160 let temelj in poslanstvo Slovenske matice. Vprašanje o slovenstvu, vprašanje o krščanstvu, vprašanje o demokraciji in o strpnem dialogu. Vse to je tudi v naš slovenski prostor 60 let prinašala Draga, tudi torej včasih, ko v tem prostoru nismo mogli govoriti ne o demokraciji, ne o strpnem dialogu, ko smo tako rekoč morali prestopiti mejo tja v vasico Draga, kjer se vse skupaj pri Bazovici začelo, da smo se lahko Slovenci, treh Slovenij, torej Slovenije v zamejstvu, Slovenije v izseljenstvu in matične Slovenije pogovarjali med seboj. Draga je imela nekaj izjemnih trenutkov, srečanj, seveda tudi gostov, veliko jih je pravzaprav, ne samo nekaj, v tej svoji dolgi 60-letni zgodovini. In morda se niti ne zavedamo, kako zelo pomembna je bila, da je nas, matične Slovence, v času ne samo železne zavese, ampak seveda tudi pri nas, železnega totalitarnega režima, učila dialoga, nas nagovarjala k demokraciji in tako zelo, zelo pomembno prispevala k našim idejam o osamosvojitvi in o samostojni Sloveniji. Zato verjamem, da lahko vsi skupaj izrečemo velik, globok hvala. Hvala Društvu slovenskih izobražencev, kjer se je ideja o Dragi porodila, in hvala današnjim organizatorjem, ki so tukaj z nami. O vseh veličinah Drage bodo spregovorili danes tukaj, kako zelo pa je bila pomembna, pa naj govori podatek, da se je z njo prav posebej ukvarjala tudi Udba. Tukaj imamo tudi avtorja, ki je leta 2015 napisal posebno knjigo Karla Udba o Dragi. Tako da lep pozdrav tudi magistru Igorju Omerzi. In zdaj naj predam besedo našim današnjim gostom. Tukaj so z nami Martin Birlicelj, predsednik Društva slovenskih izobražencev, Nadja Rončeli, urednica Mladike, in profesor Tomaž Simčič. Torej, dobrodošli še enkrat in hvala, beseda je vaša. Hvala lepa. Hvala lepa. Lepo pozdravljam vse prisotne, zlasti predstavnike medijev, ter prijatelje in sodelavce Drage. Tukaj med nami je kar nekaj zelo uglednih.
poseben pozdrav izražam tajnici Slovenske Matice, dr. Naci Frider Jarc, ter se ji lepo zahvaljujem za prijazen sprejem in gostoljubje. Če se ne motim, je to prva javna predstavitev v Ljubljani v zgodovini študijskih dnevov Društva slovenskih izobražencev iz Trsta. Zanjo smo se odločili iz več razlogov, podčrtal pa bi dva. Najprej naj še enkrat spomnim, kar je pravkar povedala dr. Ignacija Frider Jarc, da je Draga vselej hotela biti vseslovenska in se je obračala, kot pravimo, na vse tri Slovenije, še posebej na matično. A tokrat smo prišli promovirati slovensko prestolnico tudi zato, ker bo 60. po vrsti, torej jubilejna. Ob tej priložnosti smo pri založbi Mladika izdali jubilejni zbornik, ki vam ga bo potem predstavila urednica Nadja Rončelj. A pojdimo po vrsti. Draga se bo letos odvijala kot ponavadi pod velikim šotorom v parku Finžgarjevega doma na Občinah, a to z enotedenskim zamikom v primerjavi s tradicijo, in sicer od petka 12. do nedelje 14. septembra. To pa zato, da se ne bi prekrivala z drugimi pomembnimi krajevnimi dogodki, kot sta proslavitev bazoviških junakov in marijanski shod na Občinah. Tematsko izhodišče letošnjih študijskih dnevov nudi kriza Zahoda, ki si je še pred nedavnim obetal, da bo osvojil svet. Ameriški politolog Francis Fukuyama je po zlomu Sovjetske zveze dejal, da se je zgodovina kot boj med različnimi političnimi ideologijami končala. Današnja slika sveta postavlja pa takšna pričakovanja pod vprašaj. Zahod se šibi in deli, krepijo pa se drugi globalni akterji, zlasti Kitajska, Rusija in Indija. To na vseh področjih, od gospodarskega in političnega do kulturnega. Na letošnji Dragi se bomo spraševali, kaj je z našimi temeljnimi vrednotami v nastalih razmerah. Prepričani smo, da se moramo še naprej zavzemati za demokracijo in človekove pravice. Gre za odprt sistem vrednot, ki ga je mogoče izpopolnjevati in prilagajati v spreminjajočih se okoliščinah. Na študijskih dnevih ga bomo skušali preveriti tudi v nekaterih posebno zahtevnih situacijah, kot so izzivi sobivanja, vojna in mir, pa tudi konec življenja. Draga se je vselej zavzemala za demokracijo in je, kot znano, celo nekaj prispevala k demokratizaciji Slovenije. V demokraciji prepoznavamo in cenimo najmanj nasilno obliko vladavine. Demokracija namreč temelji na svobodnem pristanku ljudi, brez razlik, ki ga je mogoče doseči z razumnim razpravljanjem in dogovarjanjem. Dialog pa je tudi glavni temelj mirnega sobivanja. Alternativa je nasilje, v skrajnem primeru vojna. Podrobnejši program 60. Drage lahko preberete v biltenu, ki je tu na razpolago, če je še nekdo vzel, je tu na pultu. Naj ga na kratko povzamem. V petek 12. septembra dopoldne bo na sporedu Draga mladih.
V središču njene pozornosti bo tokrat širjenje mamil, zlasti med pripadniki mlajših generacij. Govorila bosta Jadranka Ivankovič in Miha Kramli. Kaj več o tem bomo potem slišali v pisnem poročilu predsednika Društva mladih v odkrivanju skupnih poti Jakoba Tula, ki žal ni mogel priti z nami v Ljubljano, ampak bo njegovo poročilo potem prebrala kolegica Nadja. V petek popoldne pa bo na sporedu niz 3 pogovorov pričevanj na temo izzivi sobivanja, na katerem bodo nastopili Daša Ličen, Peter Špacapan in Peter Hribar. V soboto popoldne, se pravi dan potem, pa bo niz 3 pogovorov pričevanj na temo Večer Zahoda, pri katerem bodo sodelovali Bernarda Fink, Karin Planinšek in Ivan Štuhec. Ta 2 niza opredeljuje tudi nekoliko nov ali prenovljen pristop do obravnavanja tematik. Gostje bodo namreč nastopili ne le s svojim strokovnim znanjem, ampak tudi s svojimi življenjskimi izkušnjami, zato bo šlo tudi za nekakšna pričevanja. V nedeljo dopoldne bodo v središču pozornosti etične dileme ob koncu življenja. Tudi to je aktualna tematika. Soočila se bosta Janez Dolinar, znan zdravnik, in filozof Lenart Škof. V nedeljo popoldne pa bo sklepna okrogla miza o vojni in miru, za katero bodo razpravljali Valentin Areh, Božo Cerar in Jože Plut. Okrogla miza se bo osredotočila na današnja mednarodna krizna žarišča, kot sta zlasti tista v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu. Sicer pa se želimo s to okroglo mizo spomniti tudi 80-letnice konca druge svetovne vojne. Na 60. dragi se bodo zvrstili še drugi dogodki in prireditve. V petek zvečer bomo odprli razstavo o zgodovinskem voditelju koroških Slovencev Jožku Tišlerju. V soboto zvečer bo proslava ob jubileju študijskih dnevov, na kateri bomo predstavili ta zbornik, ki ga sicer bo potem tudi tu predstavila kolegica Nadja, zbornik Poslanstvo Drage. Na tej prireditvi proslavi se bodo zvrstili tudi nekatera pričevanja, audio in video posnetki in nastopil bo mešani mladinski pevski zbor Šempeter Vrtojba. V nedeljo dopoldne bo sveta maša, ki jo bo vodil novi škofov vikar za Slovence na Tržaškem Tomaž Kunaver. V nedeljo popoldne pa bo podelitev 14. Peterlinove nagrade, o kateri bo potem kaj več povedal predsednik Slovenske prosvete Tomaž Sinčič. V soboto zvečer bo udeležence drage nagovoril novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Selje. V nedeljo popoldne pa predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar. Na dragi se bomo s hvaležnostjo spomnili vseh, ki so sooblikovali študijske dneve Društva slovenskih izobražencev v njihovi skoraj 60-letni zgodovini, začenši s profesorjem Jožetom Peterlinom. A ne bo šlo zgolj za samo poveličevanje.
zlasti s povabilom najvišjih predstavnikov slovenskega političnega in verskega življenja, želimo tudi in predvsem pozvati vse Slovence k večji složnosti in skušati, tako rekoč, dopovedati ali nam dopovedati, da smo oziroma moramo biti vsi naši, med narekovaj. Razlike med nami so naravne in celo dragocene, če niso razdiralne. Izhajajoč iz svoje tradicije moramo iskati boljše oblike sobivanja. Pokopati moramo že enkrat preteklost, ki nas je razklala, čemur nas je pred nedavnim spodbudil celo Evropski parlament. Le na tak način bomo delali dobro sebi in drugim. Ta vera v enotnost, v raznolikosti opredeljuje Drago v vsej njeni zgodovini. Hvala za pozornost. Zdaj pa bi predal besedo Nadi, da prebere poročilo, ki ga je poslal Jakob Tul v imenu organizatorjev Drage mladih. Spoštovani gostje, cenjena publika, res mi je žal, da ne morem biti z vami v Ljubljani. Draga mladih že vrsto let poteka kot mladinski izraz študijskih dnevov Draga in je ponudila več zanimivih in vsebinsko poglobljenih okroglih miz. Odkar sem tudi sam zraven, se spominjam, da je naš program potekal ob sobotah v jutranjih urah, pogosto pa je v istem obdobju potekala še cela vrsta spremnih delavnic in drugih kulturnih dogodkov namenjenih mladim. Že nekaj časa je tlela zamisel, da bi Drago mladih spremenili in jo neposredno ponudili dijakom višjih srednjih šol na Tržaškem, to je mladim, starimi med 14 in 19 letom. Iz tega razloga smo se odločili, da bo okrogla miza letos potekala na petkovo jutro in prosili smo šole, da naš program ponudijo dijakom in z nami sodelujejo. Ključno je seveda to, da je program za mlade zanimiv, ni pa to naš edini cilj. V odboru želimo, da je okrogla miza tudi vir znanja, razumevanja in nadaljnjega raziskovanja in poglabljanja. Letos bomo obravnavili tematiko mamil in odvisnosti. Zdi se nam, da je lahko odprt dialog z mladimi odlična priložnost za poglobitev in dodatno odkrivanje. Letošnja prireditev Drage mladih se bo začela s predvajanjem filma Gram srca, ki prinaša pričevanja oseb, ki so v globoki odvisnosti. Ob tem bi se rad zahvalil goriškemu kinoateljeju, ki nam je priskočil na pomoč pri izbiri tega filma. Sledil bo pogovor z gosti oziroma z gostoma. Z nami bosta dr. Miha Kramli, diplomirani teolog, družinski terapevt in vodja Centra za zdravljenje zasvojenosti v zdravstvenem domu Nova Gorica, ter Jadranka Ivankovič, diplomirana socialna pedagoginja, zaposlena pri društvu Projekt Človek v programu za otroke in mladostnike, kjer je tudi strokovna vodja. Želimo si, da bo letošnji program zgleden za novo obdobje Drage mladih in seveda odlična spodbuda za vse naše mlade goste, da dan za dnem raziskujejo, si postavljajo vprašanja in kritično razmišljajo o družbi okrog sebe, dokler ne najdejo pravih, primernih odgovorov na vsa njihova vprašanja. To predlagamo kot nov način grajenja sodobne civilizacije. No, hvala lepa, da ste mi prisluhnili. Prejmite lep pozdrav, Jakob Tul, predsednik mladih v odkrivanju skupnih poti. Hvala lepa. Zdaj pa bi predal besedo profesorju Tomažu Simčiču, ki bo govoril o letošnji Peterlinovi nagradi in njenem prejemniku.
Pozdravljeni tudi z moje strani. Torej, Peterlinova nagrada, to bo zdaj 14. podelitev, ne? To bo 14. Peterlinova nagrada, ki je bila pred 14 leti ustanovljena v spomin na pedagoga, režiserja, igralca, gledališkega kritika, zlasti pa enega od ustanoviteljev, od začetnikov, pravzaprav osrednja osebnost med začetniki same Drage in Društva slovenskih izobražencev, ki je organizator te študijskih dni. Odbor sestavljajo člani družine Peterlin in društva, katerih ustanovitelj ali recimo osrednja osebnost je bil profesor Jože Peterlin, se pravi Slovenska prosveta, Društvo slovenskih izobražencev, založba Revija Mladika, Radijski oder, Društvo Finžlerjev dom ter Slovenski kulturni klub, to je mladinska organizacija. In nagrada je namenjena osebi ali organizaciji, ki s prostovoljnim delom na kulturnem področju širi načela, ki jih je živel in udejanjal Jože Peterlin, to se pravi slovensko zavednost ter demokratične in krščanske vrednote. Komisija se je letos odločila, da Peterlinovo nagrado podeli pisatelju, pesniku, dramatiku, esejistu in kulturnemu delavcu, akademiku Zorku Simčiču. Torej, v utemeljitvi seveda je Simčičev življenjepis, ki ga bom tukaj obnovil, ker je Zorko Simčič osebnost, ki je dobro znana, je vsem dobro znana, tako da je dovolj, da ga nakratko obnovim. Torej, kot vemo, izhaja iz primorske družine, iz Brd, je pa rojen v Mariboru, kamor se je družina umaknila po prvi svetovni vojni. Bil je aktiven že kot mlad pisatelj v Ljubljani, dobil že literarne nagrade, po vojne pa se je zaradi nestrinjanja s komunističnim režimom izselil. Nekaj časa je bil v Italiji, sprva v Rimu, potem v Trstu. Leta 1948 pa je emigriral v Argentino, kjer se je uveljavil kot eden od osrednjih osebnosti slovenske povojne politične emigracije, zlasti je bil delaven na kulturnem področju, urednik revije Obdobje, v Slovenski kulturni akciji in tako dalje. Bil je seveda aktiven tudi v prosvetnem delu med izseljenci v Argentini, preveliko predaval, tudi sodeloval pri tem s filozofom Milanom Komarjem, za mlade, manj mlade, skratka, bil je eden od pojmov slovenske politične emigracije, tam je tudi napisal svoj, nekateri pravijo, najboljši roman, Človek na obeh straneh stene, ki velja za prvi slovenski modernistični roman. Vedno se je navdihoval pri krščanskih in humanističnih vrednotah, ljubil svobodo, demokracijo in zvest je bil slovenskemu narodu in slovenski besedi. V Argentini se je ustvaril tudi družino. Po demokratizaciji na osamosvojitvi Slovenije se je družino vrnil v Ljubljano, ker še naprej ustvarja in je izdal še druga pomembna literarna dela. Je dobitnik veliko priznanj, postal je najprej dopisni, redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, med nagradami bi omenil, da je leta 2013 prejel Prešernovo nagrado za življenjsko delo. Ampak v utemeljitvi poudarjamo, da je odločitev za Zorko Simčiča povezana zlasti z njegovim, s tem, kar je bilo pravzaprav v osnovi te nagrade. Namreč nagrajevati skušamo ljudi, ki so nekako bili udeleženi pri prosvetnem delu v korist torej slovenskega zamejstva in zdomstva na osnovi vrednot, ki sem jih omenil. In naj bi vzeli s tem poudarjam, da Zorka Simčiča vežejo prijateljske in sorodstvene vezi še danes primorsko. Redno je obiskoval recimo študijske dneve Drage, zlasti potem, ko se je vrnil v domovino, tudi na njih predaval.
Nekaj knjig je izdal pri založbi Mladika in za radijski oder napisal nekaj radijskih iger. In za svoje delo Trije muzikanti ali Povratek lepe vide je leta 1991 prejel Tržaško nagrado Vstajenje. In ne nazadnje je v prvi osebi kot Peterlinov sodelavec in prijatelj od blizu spremljal postavljanje temeljev naših organizacij. In tudi v tem smislu je podelitev Peterlinove nagrade priznanje za njegove zasluge, ne le za osrednje slovenski, ampak zlasti še za zdomski in zamejski prostor. Toliko o Peterlinovi nagradi, ker sem pri besedi, bi omenil še nekaj stvari, ki so morda pomembne za, če grejo zdaj v javnost, recimo, ko se predstavi to pobudo. Torej, Draga bo v celoti dostopna po streamingu, torej v direktnem prenosu, in sicer na kanalu YouTube, ki ga dobite, recimo, če vtipkate Slovenska prosveta, se najde tudi kanal YouTube, po katerem bo predvajana Draga, in tudi na Facebooku bo povezava s YouTubeom za ogled Drage v streamingu. In še dve druge obvestili, da bo organiziran prevoz iz Ljubljane na nedeljo 14. septembra na zaključni dan Drage. To bo organizirala Rafaelova družba in odhod bo ob 7. z Dolgega mosta. In še v soboto, to se pravi dan prej, 13. septembra, pa bo organiziran prevoz iz Gorice. Takrat pa bo avtobus startal od Rdeče hiše na italijanski strani ob 14:30. Toliko z moje strani. Hvala lepa, Tomaž. Kot rečeno, pa smo prišli danes sem predstaviti tudi jubilejni zbornik, ki smo ga izdali pri založbi Mladika. Uredila ga je Nadja Rončevi, ki ji predajam zdaj besedo. Hvala lepa za besedo, torej dober dan, tudi lepo pozdravljam tudi imeno založbe Mladika, ki je kot že dolgo let izdala zbornik, torej sodelovanje med Društvom slovenskih izobražencev in založbo Mladika je že dolgoletno. Mladika vse skozi objavljate vsakoletne zbornike. Letos pa ta zbornik, kot lahko vidite, če poznate prejšnje zbornike, predstavlja kar nekaj grafičnih in vsebinskih novosti. Torej, največja novost je morda v tem, da zbornik ne bo v zborniku ne bo več objavljen prepis, celotni prepis predavanj, okroglih miz in diskusijskega dela. Drage namreč, glede na to, da je Draga, kot je povedal Martin Brecelj, že dostopna na YouTubu, tam si lahko gledate vsako predavanje. Poleg tega marsikateri predavatelj že objavi takoj po Dragi svoje predavanje ali na splet ali v reviji. Smo se odločili, da namesto prepisa tega dela bomo raje objavili krajše izvlečke teh vsebinskih delov, torej kratka poročila, tako da se seznanite s vsebino lanske Drage. Seveda ob vsakem izvlečku, ki je tudi fotografsko dokumentiran, pa dobite QR kodo, preko katere si lahko ogledate celotno predavanje na YouTube kanalu Slovenske prosvete. Torej, ta je tale bistvena formalna vsebinska novost. Torej, tale poročila oziroma izvlečke predavanj so v glavnem pripravili moderatorji na lanski Dragi in nekatere tudi pripravilo recimo uredništvo oziroma uredniški odbor Društva slovenskih izobražencev. V drugem delu Drage, ker je to jubilejni zbornik, torej ob 60. Dragi, je drugi del, tale zbornik ima nek drugi vsebinski del, namreč z naslovom pričevanja oziroma pričevanja in razmišljanja,
ki so ga oblikovali različni sedanji, nekdanji sodelavci Drage. Naj omenim njihova imena, torej ob uvodnem razmišljanju sedanjega predsednika Društva slovenskih izobražencev Martina Breclja, ki nekako obuja glavne miselne, vsebinske razvojne točke v zgodovini Drage. Zelo lepo doživeto je pričevanje Anke Peterlin, ki se spominja svojega očeta, Jožeta Peterlina, se spominja, kako je tale misel o Dragi, o izbiri predavanj bila tudi v domačem, v družinskem okolju, torej zelo živa, torej na Drago se je pripravljala že cela družina. Objavljamo tudi zapis Sergeja Pahorja, ki je bil dolgoletni predsednik Društva slovenskih izobražencev in vodja, organizator Drage. Ravno tako se objavljajo misli Marija Maverja, dolgoletnega predsednika slovenske presvete, ki je bil tudi z dušo in telesom vedno zelo zavzet za organizacijo teh poznopoletnih študijskih dnevov. Zanimivo je predavanje oziroma zapis Draga Štoka, ki je bil udeleženec prve Drage in se spominja, kako je takrat bilo na prvi Dragi, kot je omenila dr. Fridlova. Potekala je v vasi Draga pri Bazovici, čisto ob slovensko-italijanski meji, prav na robu neki bivši kasarni karabinjerjev. Torej, nekatera predavanja so bile kar tam na odprtem, na trati, torej čisto drugačen okolju kot na občinah, čeprav ta duh neke odprtosti se je vedno ohranil. Objavljamo zapis Lojzeta Peterleta, predsednika osamosvojitvene vlade Slovenije. Zakaj? Ker Draga, je od nekdaj težila za tem, da je zagovarjala idejo neke samostojne, neodvisne Slovenije, in verjetno to, kar se je potem zgodilo v Sloveniji, je tlelo, se razvijalo, o tem se je veliko govorilo na Dragi. Torej, Draga je bila tisti humus, tista zemlja, na kateri je tudi samostojna Slovenija lahko postavila svoje temelje. Zanimivo je razmišljanje Marilke Koršič, to je gospa dolgoletna občinska svetovalka na Goriškem. Ona tudi je bila stalno prisotna na Dragi, že od prvih srečanj. Objavlja se tudi pričevanja ambasadorja Valentina Inska, ki se je udeležil prve Drage, ker takrat je na njej predaval njegov oče, in v podnaslovu je napisal, da je bila Draga forum zanimivih idej in prepovedanih tem, torej tem, o katerih se drugje ni govorilo. Potem imamo 3 pričevanja nekako na stičišču emigracije oziroma zdomstva in Slovenija, namreč o pričevanju Slovenke, ki živi v Argentini, v Buenos Airesu, Mirjam Oblak, ki se kljub temu, da živi tako daleč, zelo rada pogosto udeležuje Drage. Objavljata se tudi pričevanji Gregorja Matagelja in Andreja Finka, torej kot dobro veste in poznate, Slovenca, ki sta dolgo let živela v Argentini in sta se potem odločila se priseliti v matično državo in tudi zelo rada redno obiskujeta Drago. Oglašajo se tudi mladi, sicer Ksenija Kosmač, ki je bila dolgo let predsednica mladinskega odbora slovenske prosvete MOSPA, torej organizatorja tega Drage mladih, in ona tako zelo občuteno opisuje, čustveno skoraj opisuje, kako kot mlado dekle je stopila v organizacijski odbor Drage in Drage mladih in se soočala s temi intelektualci, potem pa odkriva, da so tudi ti intelektualci, ki organizirajo Drago, narejeni iz krvi in mesa. No. Potem seveda že omenjeni Igor Omerza, ki je kot avtor knjige Karla Udba o Dragi, torej se zelo natanko, podrobno soočal o tem, kaj se je
dogajalo z Drago in kako jo je tudi Jugoslavija doživljala. Zanimiv je članek Darke Zvonar-Predan, novinarke Večera. Naslov je Tito, Draga in jaz, ker se namreč spominja, da ravno takrat, ko je potekala prva Draga, je Tito nekje drugje imel nek tak pomembni državni obisk, ki torej vzporeja ta dva dogodka med sabo. No, dragocen je tudi zapis Iva Jevnikarja, če ga poznate, veste, da je to zelo natančen opazovalec in poročevalec in torej on v svojem zapisu poroča o knjigah, zbornikih, jubilejnih zbornikih, ki so išli ob Dragi, pove o možnosti ogleda Drage tudi preko spleta. Omenja pa seveda tudi zelo pomembno odlikovanje, priznanje, ki so študijski dnevi Draga prejeli, in sicer z rok predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, ki je leta 2015 odlikoval tedanjega predsednika in Društvo slovenskih izobražencev za skrbno in sistematično ustvarjanje prostora za dialog, ki na študijskih dnevih Draga že pol stoletja povezuje matično, zamejsko in zdomsko Slovenijo. V zadnjem delu zbornika dobite običajni pregled oziroma seznam vseh tem in predavateljev Drage od leta 1966 do lanskega leta. Torej, tale zbornik je oblikoval Danilo Pahor, grafik pri založbi Mladika, kot vidite, tako na zelo živahen, privlačen način. Slike so letos izjemoma tudi v barvah, tako da tale zbornik, to s tem pomenljivim imenom Poslanstvo Drage, res želi potrditi vlogo in poslanstvo Drage v teh 60 letih. Njena vloga se je seveda spreminjala letos, ampak Draga vsekakor ohranja svojo vlogo neodvisnega foruma, kjer se lahko soočajo različno misleči in predvsem, kjer se lahko soočajo Slovenci z vseh koncev sveta, z matične, zdomske in zamejske Slovenije. Hvala lepa. Najlepša hvala, Nadja. Torej, mi smo zaključili ta, recimo, uvodni del. Zdaj smo tukaj seveda na razpolago za kakšno pojasnilo, ampak imamo tukaj v naši sredi danes tudi prijatelje Drage, zelo ugledne osebnosti. Če bi kdo hotel kaj povedati, pripomniti, prosim. Pa bi kar direktno povabili gospoda Omerza. Ja. Hvala za besedo. Jaz sem presenečen nad tem, da Draga še obstaja, moram reči. Ker sem mislil, da samostojnost je nekako ta vloga, ki sem mislil, da se je lahko izpela, pa se ni, in je to dobro. Recimo, pogledajte, Boris Pahor je nehal izdajati Zaliv ob osamosvojitvi. Seveda on je kot one man band, to je malo drugačne. Marsikaj je enostavno prenehalo, ker ni bilo neke potrebe več. Draga pa vztraja, in to se mi zdi čudovito, da je še, zdaj že 60 let in mislim, da boste, kakor vidim to ekipo, kakor je poznam, bo to še vztrajalo in želim še naprej tako delo, uspešno delo in vas občudujem. Hvala lepa. Hvala. Še kdo, mogoče minister Rupel? Letos pač obravnavamo tematiko, ki mislim, da je doktorju Ruplu zelo blizu. Spoštovana predsedujoča, spoštovani kolegi, drage gospe in gospodje. Torej, meni se je
Draga vedno zdela posebej zanimiva zaradi tega, ker je bila locirana v enem kraju, ki je povezan tudi z mojo družino in tako naprej, ampak to ni tako važno. Ampak zaradi tega, ker je bil Trst vendarle eno, kaj ne rečem, pribežališče za ljudi, ki niso bili 100% na strani režima v Sloveniji. To je bilo pribežališče ali pa srečališče, stičišče ljudi, ki so imeli nekoliko drugačne poglede kot denimo večina v Sloveniji, oziroma uradna politika v Sloveniji ali pa uradna kultura v Sloveniji in tako naprej. V Trstu so se izrekale misli, besede, stavki, so se izdajale knjige, izdajali so se intervjuji, recimo Kocbekov, ki seveda v Ljubljani ne bi mogli iziti. In zgodbe iz Trsta so na nek način zelo važna dopolnitev dogajanja na Slovenskem. Kar se tiče slovensko-italijanskih odnosov, je Trst prav prispeval svoje, takrat v tistih prvih letih, čeprav so imeli moji kolegi večinoma, kaj ne rečem, skeptično stališče do Giannija De Michelisa, italijanskega zunanjega ministra. Je bil on tisti, ki je v zadnjem trenutku, v zadnji fazi vplival na to, da ni bilo nasprotovanja priznanju Slovenije kot samostojne države. Marsikdo tega ne ve, on mi je opisoval tisti dogodek, ki je bil v Bruslju. Takrat sta on in Genšer režirala tisto predstavo tako, da so do besede glede samostojnosti Slovenije prišli torej njeni nasprotniki na koncu, ko pravzaprav ni bilo več mogoče Sloveniji in slovenski samostojnosti ugovarjati na ta način, kot bi bilo mogoče ugovarjati v začetku. Tako da Trst je bil na nek način seveda za Slovence neke sorte kazen, zato ker smo ga izgubili, po drugi strani pa nam je prinesel veliko, pustimo zdaj po tej komercialni plati, pa naše žene, matere in tako naprej, kaj vse so počele v Trstu, ampak je v resnici bil neke sorte navdih za svobodno misel. Hvala lepa. Najlepša hvala. Bi še kdo kaj povedal, pripomnil ali mogoče vprašal? Kako? Torej, ime Draga izhaja iz imena vasice, se imenuje prav Draga, ki je tik ob slovensko-italijanski meji, v bližini Bazovice ali Peska, recimo, in kjer se je Draga rodila. Tam je Draga se je prva leta odvijala do leta 1976, ko se je preselila na občine, kjer je še danes. Še kdo? Če ne, mislim, da razen, če ne bi kolegi še kaj povedali, če lahko zaključimo, boste mogoče vi zaključili, dr. Frider Jarc. Torej, v imenu Slovenske matice se še enkrat iskreno zahvaljujem za današnjo novinarsko konferenco oziroma predstavitev 60 dnev Draga. Seveda vse navzoče v vašem imenu zagotovo pozivam, da se Drage kljub vsej sodobni tehnologiji udeležite v živo.
To je tudi posebno srečanje, posebno doživetje in da seveda skupaj z poklonom tudi nas, Slovencev iz Matice, počastimo ta izjemna srečanja in jim tako dajemo navdih še za prihodnja leta. Ne dvomimo pa, da ob vašem imenitnem vodstvu, kot je že povedal magister Omerza, bomo zagotovo spremljali še veliko dragih, dragocenih študijskih dnevov Draga. Hvala vsem, ki ste prišli in seveda iskrena hvala vam za to odlično predstavitev.